Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. V Sloveniji je problem brezposelnost, pa vendar, kaj naredimo iz življenja, ko smo brezposelni? Če mimo doma se pritožujemo, ali pa morda počnemo, tako kot počne naš današnji gost, dr. Ahmed Pašić z Jesenic. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, čisto na kratko sem nekje na televiziji pravzaprav zasledila vaše ime in potem je padla odločitev, da vas tudi sama povabim v svojo oddajo. Namreč ravno to je bilo tisto, kar se me je dotaknilo. Brezposeln pa ne sedi doma, doktor, celo doktor znanosti, pa recimo barva Jesenice. Pravzaprav neki paradoksi ali kontrasti po eni strani, po drugi strani pa neverjetna človeška širina. In ravno to me je dejansko najbolj nagovorilo in najbolj pritegnilo. Poglejte, že vaše ime, Ahmed Pašić, odkot izhajate? Rojen sem na Jesenicah, moji starši so po poreklu iz Bosne in bil sem 6 let v tujini, v Singapurju. Ko sem se vrnil nazaj lani julija, sem se enostavno odločil stabilizirati družinsko življenje, potem se usmeriti v iskanje službe ali zagotavljanje prihodkov. Ampak ker ni šlo, veste, doktor znanosti, zlasti socialne antropologije, to ne pomeni kaj preveč v Sloveniji, nažalost, tako da se potem enostavno usmeriš v neki, dajmo temu reči, aktivno državljanstvo. Poskušaš nekaj narediti, poskušaš v bistvu biti koristen, narediti nekaj v smislu, da se vedno ne čaka na državo, na občino, gledati doma televizijo in jokati, jamrati, ker od tega ni nobene koristi. Tako da smo enostavno začeli s to zanimivo zgodbico in delamo, poskušamo pomagati, delati dobre stvari, polepšati mesto, pomagati ljudem in na ta način širiti neko pozitivno energijo. Ker opazil sem, odkar sem se vrnil v Slovenijo, da je preveč prisotna ta apatija, pesimizem, depresija, konstantno neko jamranje, stokanje. Res je težka situacija, ampak bolje bo vsem tistim, ki bodo šli ven na teren in se družili z ljudmi in nekaj naredili koristnega, spoznali bodo nove prijatelje in ta občutek, da se nekaj naredi, ti pomaga, da v bistvu gledaš na življenje bolj pozitivno. Tako da ta zgodba v bistvu ima več namenov, več razlogov, zakaj se v bistvu dogaja. Ampak moja osebna zgodba v tem je, da dokler se ne zagotovi neka služba, prihodek ali karkoli, da si vsaj aktiven na tistih področjih, kjer si lahko. Tako da jaz, odkar sem se vrnil iz Singapurja, nimam prihodkov, ampak nikoli si nisem boljše počutil v smislu sreče, občutka koristnosti, da pomagaš in tako naprej. Tako da je zanimiv paradoks, definitivno. V bistvu nimaš plače, nimaš službe, ampak počutiš se zelo lepo v smislu, da si v bistvu na tem nivoju, da je to najboljši del tvojega življenja. Zdaj, dokam bomo prišli s to zgodbo, jaz ne vem, ker zadeva se spreminja iz dneva v dan. Mi jutri ne vemo, kaj bo, kaj šele čez 3 mesece. Ampak gremo enostavno naprej, tako da bomo nadaljevali. Poglejte, to je društvo UP in vi ste osnovali civilno inicijativo EIGA za lepše Jesenice. In v bistvu imate že, kar lahko rečeva, članstvo gre v tisoče. Ali so to recimo ljudje, ki so zaposleni, ali pravzaprav dejansko pobirate na nek način take nezadovoljne, apatične z ulice? Mi ne pobiramo nikogar, v bistvu se sami priključujejo. Imamo zaposlene brezposelne, imamo moške, ženske, imamo mlajše, srednjo generacijo, starejše, recimo upokojence, imamo Bošnjake, Srbe, Slovence, Hrvate, imamo ateiste, katolike, muslimane, pravoslavne. V bistvu vse je not, kar je nam zelo všeč in mi se temu hecamo in ne pravimo, da je to mešana solata. Vsakega pomalo, na koncu pa imaš okusno jed. Tako da, zakaj so se priključili? Ker zadeva se je začela na zelo enostaven, preprost način. V ulici smo obnovili eno staro igrišče za košarko, ker je bilo dokaj staro, grdo, in smo to enostavno malo pobrusili, pobarvali, dali novo mrežico gor in to fotografirali, dali na Facebook in to je bilo to. Na Facebook se dajo stvari iz enostavnih razlogov, zaradi transparentnosti in spodbujanja drugih, da počnejo podobne stvari na svojem koncu. Tako da tukaj ne gre za nekakršno hvalo, samo promocijo, karkoli že, od tega ni nobene koristi, če že gledamo na ta način. In je padel predlog, dajmo narediti skupino, kjer bomo to recimo počeli bolj pogosto, ker nas bo več in podobno. In sta bila 2 v skupini in smo bili 3 in nas je bilo 5 in nas je bilo 10.
Ampak ko smo delali na glavni železniški postaji, kjer smo imeli zelo dobro in lepo sodelovanje s Slovenskimi železnicami, avgusta smo to železniško poslopje, ki je bilo v zelo slabem stanju, prek vikenda lepo obnovili, pobrusili, pobarvali, očistili. Takrat je v bistvu tudi medijska podpora prišla in je tu nekako zadeve eksplodirale. So se potem ljudje množično priključili in začeli svetovati, predlagati, pomagati. Imate ljudi, ki recimo samo moralno pomagajo. Imate ljudi, ki pravijo, ko bo kakšne akcije na terenu fizične, pridete k meni in mi povejte, jaz se bom udeležil. Imate ljudi, ki recimo samo pridejo na bralne literarne večere, ker recimo se pogovarjamo o določenih knjigah in imamo neke bolj intelektualne razprave. Imate ljudi, ki pomagajo v hrani in prinesejo hrano, ko neka ogrožena družina v bistvu rabi pomoč. Tako da imamo zelo različne segmente teh ljudi, različne skupine znotraj skupine. Ampak vse to v bistvu deluje na prostovoljni, brezplačni bazi, se pravi, nihče ni plačen za nič, ampak zadeva se odvija v smislu, da dajete 100% od sebe, pričakujete pa popolnoma nič. In se dogaja to, da v bistvu potem dobiš veliko več nazaj. In to so ti občutki sreče, zadovoljstva, ko vidiš, da se nekaj storil in da to nekomu nekaj pomeni, da si doživel, da se ti nekdo zahvali za pomoč v hrani, ki bo v bistvu njegovi družini pomagala preživeti recimo 2 tedna in podobno. Tako da to so te gonilne sile, to, kar ti v bistvu polni baterije, da greš naprej, ker ni enostavno, morate verjeti, ko počnete te stvari, ko v bistvu uporabljate svoj avtomobil, plačate svoj mobitel račun, svoj čas, svoje delo vlagate v to, to človeka izčrpa. In vi vsake toliko časa dosežete neko dno, ko enostavno se začnete spraševati, ali lahko še zdržim, ali grem lahko še naprej. In potem v bistvu drugi ti nekako pomagajo, da se te baterije nafilajo in greš naprej. Tako da je zelo zanimivo, kar se dogaja, ker mediji nas velikokrat sprašujejo, kako to, da se ravno na Jesenicah to dogaja, ne pa po drugih slovenskih krajih. Ne vem, zakaj je nam to uspelo, se v bistvu nihče ni vedel, nihče ni pričakoval, da se bo razvilo do te mere, da imamo zdaj že 2600 članov na Facebooku, kjer se dobesedno vsak dan nekaj dogaja. Zdaj recimo zadnjih par dni je glavna zanimivost na tej strani pomaganje ljudem, zlasti starejšim pri odmetavanju snega, ker pri nas ga je padlo 1,5 metra in imate ogromno teh starejših, ki so sami po stanovanjskih hišah, invalidov, ki sami ne morejo očistiti in potem nekako v bistvu prek naših prostovoljcev pomagamo, da skupaj s temi komunalnimi službami v bistvu odpremo pot do ulice. Poglejte, zanimivo je, kako, torej vi to veste, tudi jaz to vem, pa marsikdo še, ampak zagotovo premalo ljudi, da pravzaprav ko daješ, pa karkoli, naj si bo to svoj čas, svojo dobro voljo, ne vem, karkoli že, da pravzaprav največ narediš zase in da na koncu koncev največ dobiš. Ampak seveda, če ostajamo samo na tem materialnem nivoju, to se pravi, če vložim 1 evro, moram jih dobiti pa toliko in toliko, potem pravzaprav tu nekega pravega zadovoljstva ni. Niti ljudje, ki razmišljajo tako, ne razmišljajo na tak način, kot recimo vi. In naj vam povem, nazadnje sem se vozila prejšnji teden skozi železniško postajo z vlakom, skozi Jesenice in pravzaprav res jo je bilo lepo pogledati. Kako ste jo prebarvali, kako je pravzaprav postaja na nek način, ki je res bila zanemarjena, spomnim se je, kako pravzaprav živi in ne nazadnje tudi vašemu mestu najbrž dajete vsi skupaj, tu je pravzaprav 2600 ljudi, ste rekli, neko pozitivno energijo, ki tudi lahko po svoje premika negativno. To je eden od ciljev, tako da ko se lotite teh zadev, definitivno morate gledati na način, dajete vse, kar lahko date od sebe, pričakujete pa popolnoma nič, ker to ni posel. Tukaj ne gre za vlaganje 1 evra, da boste v bistvu dobili 2 nazaj, niti podrazno ne. Vložiš 1 evro, pričakuješ pa popolnoma nič. Ta princip nam zelo pomaga, tudi ko objavljamo apele, recimo za določene akcije, ne rečemo, v soboto bomo šli tja, pridete pomagati, greš na način, da boš tam sam. Pomeni, da odgovarja vsak samo zase? Tako, mi ne moremo kot skupina prevzimeti odgovornost za nekoga drugega. Imate različne profile ljudi, čeprav mi gremo strogo na pozitivno, se pravi, izogibamo se kakršnim koli žalitvam, obtoževanju, konfliktom. Imate primere, posameznike, ki poskušajo to spodbujati in mi tukaj reagiramo na način, prosim vas, mi tega ne potrebujemo, mi tega ne rabimo,
hočemo samo pozitivno delati in tukaj vas v bistvu pričakujemo na takšen način. Mi smo glavno železniško postajo v bistvu obnovili v smislu, da te stavbe, ki je propadala že vrsto let, je bila zelo uničena, da ji vrnemo dostojanstvo vsaj za en dan. Ko smo se odločili, da jo obnovimo, so bili seveda tipični komentarji v Sloveniji, zakaj pa se je bodo tako ali tako spet uničili, se je bodo spet vandalizirali in podobno. Mi smo šli na način, da ji vrnemo dostojanstvo vsaj za en dan in ko sem turiste peljal na postajo, da gredo na vlak za Beljak, mene je bilo tako sram, ko sem bil v tistem poslopju. To je bilo katastrofa, počutil se kot v nekem Detroitu, to je bilo vse uničeno, grafiti posod, razbite šipe, smrdelo je po urinu in podobno. Jaz nisem mogel verjeti, da v 21. stoletju imamo v sred mesta tako poslopje. In ko so gosti odšli, smo poslali dopis Slovenskim železnicam, dajte nam dovoljenje, da mi kot skupina fantov nekaj tam naredimo, ker to je groza, mi ne moramo več tega gledati. In so oni k sreči reagirali in se je skupaj v bistvu začela zgodba odvijati, da so oni prestopili zraven, kasneje še občine Jesenice in se je prek vikenda lepa akcija naredila, da se je tej postaji v bistvu polepšal videz, obnovilo se je marsikaj. Mi smo v podhodu do peronov sami v bistvu material so dali Slovenske železnice, naše punce in fanti so v bistvu tematsko porisali ta podhod s turističnimi simboli našega mesta. Tako da, ko se sedaj sprehodite skozi ta podhod, boste videli narcise, boste videli hokej na ledu, boste videli muzejski kompleks Stara Sava in podobne. Danes se postaja veliko lepša. Od takrat, se pravi, do avgusta se ni popolnoma nič zgodilo. Ni niti enega grafite, niti ene razbite šipe ali podobno. Tako da smo v bistvu sami presenečeni nad tem, da mogoče zaradi tega, ker smo ravno mi kot lokalni prebivalci to naredili, ostali ne nočejo več vandalizirati, uničevati v smislu, saj v bistvu ni neke koristi, če bomo kaj razbili. Poglejte, še nekaj zanimivo, če se dotaknem, glede na to, da pač vaši starši izhajajo iz Bosne, vi ste pa verjetno rojeni na Jesenicah. Tako je. Se pravi v bistvu Slovenec, kakorkoli obrnemo. Ravno to, da Slovenci rečemo dobrota je sirota in vendar vi ravno dokazujete obratno, to, kar pravzaprav danes tudi vse več ljudi verjame, da se dobro vedno z dobrim vrne in da je nekje neka univerzalna pravičnost. Pravzaprav kako lahko to, glede na to raznolikost te skupine, v kateri delate, toliko ljudi, in kot pravite, pravzaprav so vsi taki in drugačni, to se pravi in po narodnosti in po veroizpovedi. Kako pravzaprav nekako te verske konflikte ali pa tudi politične, ki so povsod v Sloveniji tako prisotni, pravzaprav ta delitev, kako vi to premagujete? Oziroma, kje je največ problemov, največ težav ali pa morda kateri ljudje so najbolj težavni, če lahko o tem nekaj besed? Mi imamo zelo malo težav, zato ker so pravila dokaj jasno, svoje versko prepričanje, svoje politične prepričanje zadržite zase. Se pravi, v javnost se ne gre z nikakršno ideologijo. Mi imamo člane, ki so aktivni pripadniki oziroma člani političnih strank od Pozitivne Slovenije, SDS, Socialdemokrati in tako naprej. Ampak oni enostavno ne izpostavljajo svojih prepričanj, ker mi smo ugotovili, takoj, ko začne se politika vmešavati, se zadeva kontaminira in potem to se samo začne propadati. In ljudje so to ugotovili tako, da se izogibamo temu in ni tega izpostavljena in zadeva zelo lepo funkcionira. Tako da imate paradokse, da članica Pozitivne Slovenije skupaj s fantom iz SDS-a skupaj nosite paket ogrožene družine. In mi gledamo na ta način, da se enostavno prek teh nekih univerzalnih vrednot pomaga drugim. In Slovenija bi v bistvu morala izkoristiti to priložnost, ko sedaj smo po svetu znani kot zelo koruptivna država, ko ta gnoj, ki se je skrival 20 let, zdaj prihaja na površje in smo vsi presenečeni, kako to, da je v bistvu posod ta korupcija. Zdaj bi bila priložnost, da se mogoče začnemo pojavljati na svetovni sceni tudi po tem, da smo zelo prostovoljno usmerjeni, da smo zelo dobronamerni, da pomagamo en drugemu. Mi smo ogromno ljudi spoznali na terenu, ki so zelo dobri ljudje, ki so zelo pozitivni in jih ne zanima popolnoma nič kot to, da pomagajo nekom drugom. In ko nas sprašujejo kakšni so vaši občutki na terenu, kakšni so odnosi med Slovenci in ostalimi podobno. Mi imamo zelo pozitivne izkušnje, tako da v bistvu bi mediji tudi morali promovirati bolj to pozitivno stran Slovenije kot to negativno. Zagotovo in to se ne dogaja, žal, ne še reciva.
Počasi se spreminja. Poglejte, ste doktor znanosti in to socialne antropologije, to ste na začetku že omenili in predno se bova tega lotila, bi vseeno rada tisti odgovor na obvezno vprašanje, kdo ste? Bom rekla doktor Ahmed Pašić. Človek, nič drugega. Jaz sem rojen v Jesenicah v družini, ki je po poreklu iz Bosne, preprosta delavska družina, ki je pač odraščala, delala v bivši Jugoslaviji, potem so prišle te drastične spremembe od neodvisnosti, potem vojn na bivšem Balkanu, potem ekonomska recesija. Tu imate revolucionarne spremembe v zelo kratkem obdobju in to, da preprosta družina nekako težko spelje skozi, ker poznamo kar nekaj primerov, recimo, ko so družine razpadle, ko so prišli v finančne težave zlasti zaradi kreditov, ko so začeli izgubljati službe. Zdaj nam vedno več mladih odhaja v tujino, ker tukaj enostavno ne vidi več perspektive. Sedaj imate že kolonije Jeseničanov, recimo v Beljaku, Celovcu, v Švici, na Švedskem, in ti ljudje se ne bodo več vrnili, to je več kot jasno. Tako da, kaj sem jaz? Jaz sem enostavno človek, ki želi promovirati dobre dejanja in Slovenija je zame izziv, ker jaz sem v Singapurju imel in dobro službo, dober prihodek, vse je urejeno, ampak to v bistvu nekako človeka omrtviči. Uspada, ne? Vi se počutite nekoristni, počutite se mrtvi, okrog vas so dobesedno zombiji, ko greste v službo na vlaku, okrog vas so stotine ljudi, ki so vsi na iPhonih, na iPadih, vsi nekaj brskajo po računalnikih, telefonih. Imate občutek, če bi padli zaradi infarkta na tla, da vas nihče ne bi niti pogledal, kaj šle, da bi vas pobral. In ko tako doživljate to 6 let gor in dol, si enostavno rečete, to ni življenje, jaz nočem živeti na tak način. Seveda nekomu bi Singapur bil izziv, karijera, denar in tako dalje, v bistvu bi dol užival, ampak jaz kot človek akcij izzivov vidim večjo koristnost biti v Sloveniji. Stanje je res zanimivo. Ko sem se vrnil nazaj, težko prepoznaš svojo domovino. V bistvu ne moreš dojeti, kako so jo uničili v zadnjih 5-6 letih, da je v bistvu na vseh nivojih zadeva padla dol. Ampak to je čas, ko je treba spremeniti mentaliteto in določene stvari je treba obnoviti, dobesedno moralne vrednote. Če se tako v poslu kot v politiki in v družbi ne bomo vrnili k iskrenosti, poštenju, spoštovanju dogovora in pravil, nam ne bojo pomagale nekakršne reforme pokojninskega dela in podobno. Nič. To ne bo nič šlo skozi. Tukaj v glavi bo treba preklopiti. Tako da to je to. To je v bistvu razlog, zakaj se vrne domov. Zdaj pa, zakaj doktorat iz socialne antropologije? Kaj je pa vaš osnovni poklic oziroma študij? Jaz sem študiral komunikologijo, potem magisterij sem naredil iz politologije in doktorat iz socialne antropologije. V bistvu neperspektiven kader in nezaposljiv. Nažalost, mislim, v Sloveniji, pa tudi nasplošno, v bistvu družboslovje je kljub temu, kako je pomembno, ko pravzaprav takole vidimo, gotovo je to znanje zelo pomembno. Zame osebno je, v zasebnem življenju, v teh aktivnostih mi odlično pride. To je zelo koristna zadeva, zlasti ta teorija se v bistvu v praksi potem zelo lepo upelje. Ampak, ko vi v bistvu morate zagotoviti dohodek za družino, ker položnice prihajajo, potem je to katastrofalni izbor. Tako da, zakaj sem se odločil za te družboslovne vede? Nažalost, zaradi vojne v Bosni, leta 1992, ko je kar naenkrat počela dole in so začeli sorodniki prihajati kot begunci v Slovenijo, ti kot 15-16 let star fant ne razumeš, zakaj mi ne moremo do svoje hiše, ki smo imeli v Bosni, zakaj je neki sorodnik umrl zaradi napačnega imena, zakaj smo naenkrat imeli družino begunsko pri nas doma, ko smo že tako imeli čisto navadno stanovanje. In potem se je jedlo v izmenah, se je šlo na stranišče v izmenah in podobno. Te to prisili v neko razmišljanje, zakaj se to dogaja. In to je v bistvu mene porinilo na nek način v to družboslovje, da se v bistvu poskuša bolj razumeti celotna zgodba. Kaj pa 5 vaših dobrih lastnosti? Kar povejte, zagotovo veste, da jih imate. Jaz se tega zelo izogibam. Ampak to je ravno izziv. Veste zakaj? Zato, ker Slovenci vedno govorimo negativno. Ponavadi, če nekoga vprašaš 20 slabih, jih bo lahko kar natresel. Rečeš 5 dobrih, je pa pravzaprav zadrega. Ne gre niti za samohvalo, gre čisto preprosto za to, da človek ve, kdo je oziroma kakšen je.
To je bolj pošteno drugi vprašati, kaj menijo o meni konkretno. Recimo, meni oni bolj zanimivo. pošteno povedali, jaz, kar poznam sebe, mi zelo veliko pomeni, da delam, da sem natančen. Se pravi, če se držiš dogovorov in se reče, bomo snemali ob 10, potem si nekaj minut pred 10, tam ne po 10. Iskrenost, to brez tega ne gre. Ne. Recimo, ko v skupini počneš te stvari in se ljudje priključujejo, ljudje imajo ta naravni instinkt, da zaznajo, kdo manipulira z njimi, kdo jih poskuša v bistvu uporabljati za neke svoje čudne načrte. In tukaj ta iskrenost dokazuje, da v bistvu ljudje prepoznajo, da se gre v bistvu res za širitev dobrih dejanj, za pozitivno energijo. In imam zelo rado družino, tako da pri meni je družina na prvem mestu. In to mi ogromno pomeni, ker brez podpore soproge, razširjene družine v bistvu ne bi mogel početi, kar počnem danes. Ne, ker vi se morate zavedati, ne, to, kar ljudje vidijo na Facebooku, kaj se dogaja objavljeno, in je to neka fotografija in smetanca ali češnjica tako, na torti. Neka objava v 5-6 stavkih. Jaz osebno recimo 10 do 12 ur na dan porabim za vse te aktivnosti, ne, ker ogromno ljudi pošilja sporočilo in morate odgovoriti. Nekateri predlagajo dobre stvari, nekateri predlagajo neravno koristne stvari. Ne. Vse to treba balansirati, koordinirati. Morate gledati, kaj ljudje pišejo, ker mi strogo prepovedujemo kakršnekoli žaljivke, grožnje, granitne kocke in podobno. Tega mi ne rabimo. Ne. Mi rabimo samo delo. Ne. Če bi rad delo, pridi, če misliš širiti nekaj drugega, potem pojdi nekam drugam. Ne. Tukaj tega ne rabimo. Tako da ogromno se dela, ne, ampak brez podpore od zadaj, družinske podpore, tega ne bi mogel početi. Ne, no, sej ravno to sem vas želela tudi vprašati, žena Malezijka. Prišla je iz popolnoma druge kulture, zdaj ne vem, kakšne veroizpovedi je, lahko je morda tudi hindujka ali budistka, kar pomeni še en kamenček več, pravzaprav že v ta raznoliki mozaik. Kako je ona sprejela življenje v Sloveniji, no in predvsem tole, da sta oba brezposelna? Ona je profesorica angleščine, ne? Tako je, ona je Malezijka, muslimanka, rojena v Singapurju, profesorica angleščine in biologije. In ona razume, da to, kar jaz počnem, vidim kot neko misijo. Ne? Se pravi, enkrat se živi. Poslanstvo, ne? Poslanstvo v smislu bodi aktiven, ne? Počni nekaj dobrega, ker to je priložnost. Slovenija je po mojem mnenju v najtežjih razmerah, situaciji trenutno in ne vidim, da se bo to uredilo na bližnji rok. Ne. To bo trajalo kar nekaj let, da se v bistvu zadeva izboljša. In zdaj je treba stopiti skupaj, zdaj je treba res garati, da se zadeve popravijo. In ona to vidi na tak način, se pravi razume. Ne. Zdaj, da vi od nekaj tisoč evrov na mesec skupnega zaslužka padete na nič, je kar žrtvovanje. Ne. In živimo trenutno od prihrankov iz tujine. Ne. Zdaj, dokdaj bomo zdržali, kdaj bom dobil službo in podobno, jaz res ne vem, kot sem že menil, ne, v bistvu ne vem, kaj bo jutri, kaj šle čez en mesec. Ne. Ampak je pa grozen občutek, ne, da v bistvu imate najvišjo stopnjo izobrazbe in v državi ne morete priti do neke normalne službe, se jaz ne rabim nič posebej. Ne. In to je tudi eno od malih dokazov, da je naša država nekaj definitivno narobe, ne, da v bistvu doktor znanosti ne more priti do službe. Mislim, to je res grozen, ker potem se sprašuješ, kaj je bil smisel mojih študijev, mojih ne nazadnje je to družba plačala. Zakaj potem delamo doktorje znanosti? Ne? Na vse zadnje, če se ne motim, okrog 200 000 menda stane, da izobraziš enega človeka. Ja, in se potem vprašate, čemu ne? In čemu? Pravzaprav dajemo ogromno denarja. Tako, in če bom jaz prisiljen spet oditi v tujino, ker tukaj ne bom mogel zagotoviti prihodkov, se potem bo država v bistvu izgubila, ne jaz. In definitivno bo treba tudi šolski sistem reformirati, ker tole ne pele nikamor. Da imate 130 000 brezposelnih v državi, je v bistvu dokaz, da je tudi s šolskim sistemom nekaj narobe. In jaz sem dokaz, da je nekaj narobe. Ker če bi jaz sam brezposelen, bi bil pa verjetno z mano nekaj narobe. Ampak če imate vi 130 000 in večina jih je v bistvu kar dobro izobraženih, potem nekaj ne štima. Predvsem mlajših, ki imajo tudi nove ideje, nova znanja. In če upoštevate, da tisoče in tisoče mladih je že odšlo v tujino in jih še vedno odhaja na tisoče, je v bistvu številka 130 nerealna. Kaj pa otroka? Dobar, fantič je še majhen, ampak deklica pa že hodi v družbo, hodi med otroke, hodi verjetno v vrtec. Otroci se lepo vključujejo, zlasti hčerkica hodi v vrtec, tako da že govori slovensko, zanimivim naglasom in zanimivo slovnico, ampak že govori slovensko, tako da
Ne, je zelo všeč, sneg je zelo všeč, tako da, ko gre ven se igra s snegom, dela snežake, v bistvu imaš težave privleči nazaj v stanovanje. Tako da žena uživa, čuva malega, z njim se ukvarja, mali raste, tako da mi kot družina imamo lepo življenje, mi se ne pretežujemo na tem. Zlasti smo navdušeni nad naravo v Sloveniji, Gorenjska je prelepa, ne samo gore, tudi ko greste v gozd, ko greste na jezero, ko greste pogled kakšen slap, je to zlasti poleti, mislim, fenomenalno. Tega ne vidite nikjer v Singapurju. Tako da mi kot družina smo zelo zadovoljni s tem, kar imamo, ampak tisti manjkajoči del je finance. Tako da enkrat, ko bomo imeli tudi finance urejene, potem bo v bistvu popolna slika. In tudi, ko se zagotovijo te finance, tudi ko bo služba nekega dne, jaz v bistvu še vedno mislim v prostem času delati to, kar... Delovati naprej, to društvo. To je ta neka čudna ljubezen, patriotska do lastnega mesta, kjer si urejen. Jaz sem imel zelo lepo otroštvo, meni so Jesenice dale brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo, prelepo otroštvo. In zdaj me boli, ko vidim, kako mrcvarijo to mesto zadnjih 15 let, kako industrija propada, kako mladi odhajajo, kako neko igrišče, v bistvu, na katerem sem se jaz igral, po 20 letih še vedno isto. In hočeš na nek način se maščevati v pozitivnem smislu. Zdaj mu pa jaz vrnil nazaj, kar lahko. Tako da mene kar nekaj ljudi v bistvu spraševalo, zakaj si se sploh vrnil, zakaj nisi ostal v Singapurju, imel bi plačo, tam bi enostavno delal, kar bi delal, potoval malo po Aziji in to je to. Pa prihajal v Slovenijo na obisk, ne? Tako je, ampak enostavno tako smo se odločili, to je bila naša žrtev in zdaj kam pridemo, ne vem, bomo videli. Veste kako, jaz bom rekla, da pač v takem smislu jaz osebno tako razmišljam, da vse dobro pade nazaj. Na nek način se bo to vrnilo v taki ali drugi obliki in predvidevam, da tudi vi tako razmišljate, sicer se ne bi odločili in prišli pravzaprav tako na prazno. Moraš biti nepopravljiv optimist. Če padeš v to zanko, v katero je padlo veliko ljudi v Sloveniji, strah, depresija, otožnost neka. Veste, mi smo veliko na terenu in kar nekajkrat se je zgodilo že, da v bistvu imaš občutek, da ko pomahaš človeku pred očmi, da sploh ne reagirajo. Takrat vidiš, kaj se dela. Preveč ljudi v bistvu gleda televizijo, zlasti poročila, ki so živi pesimizem. Jaz, odkar sem se vrnil v Slovenijo, ne gledam poročil, ker to je živi obup, kot bi gledal neke inštrukcije za množični samomor. Jaz ne razumem teh nabijanj negativnih informacij, korupcije, kraje, poplave, bombe. Ko to človek gleda vsak dan in misli, se bo jutri bolje in spet gleda tisto poročilo in je v bistvu še huje in je še huje in je še huje, na dolgi rok v bistvu padejo v luknje in potem je zelo težko priti ven. In veste, kaj imaš dejansko občutek, to pa tisto, kar se jaz mnogokrat zamislim. Ko zmanjka negativnih novic, doma pa poiščajo. V Pakistanu je padel nek avtobus, nekje, ne vem, v Južni Ameriki se je en vlak zaletel, pa kaj pravzaprav se to mene tiče? Toliko in toliko mrtvih, kot da je to pravzaprav neke vrste novica. No, hvala Bogu, naša televizija Geja je pa pozitivna in tega ne govorimo. To rabimo. Zato ste tudi naš gost in zato ste povabljeni in zato sem presrečna, da vas lahko predstavljam tudi tako na široko, predvsem ta vaš način razmišljanja, ki dejansko lahko navdihuje. Pa še tretje obvezno vprašanje. Katero izkušnjo bi podelili z nami, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer? Odhod v tujino. Aha. O tem pa nisva govorila. Točno. Zakaj ste odšli? Jaz sem odšel v tujino enostavno zaradi tega, ker je to bil pogoj njenih staršev. Če se želiš poročiti z našo hčerko. A vidva ste se drugje spoznala? Da ste se spoznala na internetu. No, to je pa zanimivo. Po nekaj osebnih obiskih v Singapur in podobno je bil to pogoj. Če se hočete poročiti, ti moraš priti v Singapur in si najti službo. In to je bil živi pekel. Kot človek, ki nima nikakršnih azijskih izkušenj, nikogar ne poznaš, tebe nihče ne pozna. Iskati službo v tuji državi na tak način, klasično pošiljati prošnje in upati, da boš dobil službo. Da bo nekdo vendarle socialnega antropologa vzel službo, ne? In to v državi, kjer je bivanje zelo drago, stanovati v hotelu, plačevati hrano sam, transport, internet, telefone, to je bilo groza. Jaz sem v bistvu šele po 500 poslanih prošenj dobil prvi poziv na intervju za službo. In ko sem imel službo, so se poročila
In potem začneš živeti kot družina, ne, se boriš in podobno, ampak kaj kmalu sem gotovil, da to ni lokacija zame, da je to enostavno preveč kruto, materialistično, kapitalistično usmerjena družba, ker ni izzivov zame v smislu, da bi bil koristen ali kaj podobnega. In se počasi začnejo pripravljati za vrnitev, ne. Ampak zakaj predlagam vsem, da grejo v tujino vsaj za kratko obdobje? Tam se boste naučili teh življenjskih izkušenj, ki jih šola ne more dati. Ni te fakultete, ni tega doktorata, da vas nauči to, kar vas bo naučilo kratko obdobje v tujini. Dal vam bom samo en primer. Jaz sem šel recimo prvič zobozdravniku v Singapur, ne, in ko je zadevo zaključil, je rekel, da je vse narejeno in jaz rečem hvala lepa, ne, in z roko na licu sem hotel iti domov, ne. Pravim, kakšna hvala lepa, treba je račun plačati. Potem sem jaz rekel, kakšen račun, ne. Vi mislite, ne, to zdravstvo, ki ga imamo pri nas v Sloveniji, da je to povsod druge isto, ne, pa ni res. In ko mi je dal račun, jaz plačam račun, je bil ta račun tako visok, da mi je začela še leva stran boleti. In potem greš domov v bistvu z obema rokama na licu, od bolečine, od zobobola in od račun, ne. In upaš, da ne bo spet zob bolel. In takrat sem jaz v bistvu šele začel ceniti zdravstvo, ki ga imamo v Sloveniji. Šele takrat, ne. Se pravi, šele odhod v tujino me je prisilil v razmišljanje, da to, kar imamo, ne, da je treba ceniti. Res, ker v marsikateri državi, v bistvu v večini držav tega nimajo in verjetno nikoli ne bodo imeli. Ko govorite o socialnih pravicah tukaj v Sloveniji, ne, ljudje najprej gledajo čudno, kao, a je to res? Je res, je ne pa prav. A se vi sploh zavedate, kaj imate? Ne? Recimo zastonj študij, zastonj porod. Mira so recimo se ženo za porod sina lani plačala 3500 evrov. V Singapurju. V Singapurju, samo za porod. In potem je praktično dojenček prišel, čisto majčken. Tako, čisto majčken, ampak če vi nimate denarja, ne, si zdravstvenih storitev ne boste mogli privoščiti. Pomeni roditi doma sama. Ja, težko je. O, groza. Tako da ni čudno, da imajo ena najnižjih natalitet v svetu. Ne. Tako da recimo so stvari v Sloveniji, ki so zelo dobre in je to treba čuvati, ne. Tako da ni vse tako slabo, ne. In ravno ta odhod v tujino bi marsikomu odprl oči, ne. In seveda si nabereš take izkušnje, da si potem lahko koristen, ko priješ domov, ne. To, kar me Singapur tudi nauči, je profesionalnost, ne. To nam v Sloveniji zelo manjka. Tukaj se zelo stvari jemljejo osebno, ne. In v poslu, in v osebnih stikih, ne. Ko nekomu v bistvu nekaj poveš z namenom, da bi izboljšal to svojo aktivnost, delo in podobno, ne, se ljudje ponovadi zjezajo, ne, in je on jezen, nočete več pozdravljati in podobno, ne. V Singapurju je to strogo profesionalno, ne. Oni tebi to govorijo v smislu, da se izboljšaš, da si boljši delavec, boljši človek, ne. In oni to tako sprejmejo in ni zamer, ne. Tako da recimo tudi mi, ko doživljamo te napade, obtožbe, redko se zgodi, ampak se zgodi. Mi to zelo profesionalno v bistvu se zahvaljujemo za vaše mnenje, upamo, da bomo nekoč sodelovali, vi ste naš potencialni partner, ne. Tako da nočemo reagirati na ta tradicionalni slovenski način, ne. Da bi človek loputal z vrati, ne? Da se bomo kregali pa na sodiščih in vlekali in podobno. Ne, tega nočemo, tako da tujina je res zanimiva izkušnja. Kaj pa recimo starši od vaše žene so potem pristali na to, da gresta v Slovenijo, ali je bila to vendarle neka taka odločitev, glede na to recimo, da so bili dokaj strogi, prednost sta se poročila? So seveda sprejeli to odločitev, ker po 6 letih življenja v Singapurju so videli, da sem priden in podobno, ne, tako da vedo, da ne bi družino peljal v bistvu na nekaj slabšega, da bi trpeli in podobno. Kljub temu, da se trudiš, da imajo zdravo, lepo, kakovostno življenje, ne, in oni so bili tukaj v bistvu v Sloveniji lani junija, zmrznili, ker je bilo 14-15 stopinj in so se tresli, ne. Morate razumeti, v Singapurju nikoli temperatura ne pade pod 25, ne, in ko so oni prišli v Slovenijo in je bilo 14, ne, smo morali v bistvu centralno gorevanje odpreti, da bi jim pomagali, ne. Tako da oni vejo, kje živimo, da imamo avtomobil, da imamo lastna sredstva, da imamo lastno stanovanje, hčerka gre v vrtec, imamo zdravstvo, kar je zelo pomemben. Tako da so sprejeli to, ne. Seveda pa odhod edine hčerke v Evropo, ne, je za njih to emocionalno, ne, tako da hvala Bogu imamo ta FaceTime, ki omogoča brezplačne klicanje in se v bistvu dnevno slišijo tudi po 2-krat, 3-krat, ne, da so v stalnem stiku. Povejte mi nekaj, ali ste že recimo kot otrok čutili v sebi ta socialni čut? To je mama kriva, to je vse mama kriva. Nas je mama na tak način vzgojila, ne, da nam je v bistvu govorila, bodite vedno dobri, bodite vedno iskreni, tudi če boš trpel zaradi svojega poštenja, ostani pošten. Tako da jaz, sestra, brat, vsi smo nekako
šli po tej poti. Ne. Mi smo imeli že, ne vem, 9-8 let, ko smo hodili po stanovanjih in spraševali, če imajo kakšne obleke za odveč in smo potem nesli drugim družinam. Ne. Ampak z vojno v Bosni se je to v bistvu aktiviralo na še višjem nivoju in potem so enostavno stvari šle na svojo stran. Enostavno si sledil temu, ne. To je bil tok. Glejte, nekaj me zanima. Ali ste že kot otrok delovali recimo v tem dobrodelnem smislu? Ste imeli občutek za druge? Smo, ker to je vse mama kriva. Nas je mama vzgajala na način, da pomagamo drugim, da imaš ta čut socialnosti za tiste, ki se niso ravno znašli v življenju. Bodi odkrit, bodi iskren, bodi pošten, tudi če boš zaradi tega trpel. Tako da smo v bistvu že kot otroci hodili po bloku, po soseski in spraševali, kdo ima odveč oblačil, kdo ima kakšno hrano preveč in tako dalje. In potem, ko smo to zbrali, smo odnesli tistim, ki so potrebovali pomoč. Tako v bistvu že kot otroci smo se ukvarjali s temi zadevami in kasneje, ko je začela se vojna v Bosni in Hercegovini, to prišlo na višjo stopnjo in potem se enostavno zgodil tok, ne. Temu slediš in to je sedaj v bistvu način življenja, tako da se dogaja, recimo jaz, ko se vozim skozi Senice, ne, vidiš nekdo odmetava sneg in jaz sam se trudi, ne, da to v bistvu očisti čim prej, ustaviš avto, izletiš ven z lopato, ker imaš lopato v prtljažnik, to je v bistvu del obvezne opreme pri nas, in pomagaš, ne, in človek presenečen, zakaj mu v bistvu sploh pomagaš, ne. Ampak pomagaš mu zato, ker imaš čas, imaš priložnost in zakaj ne, in potem je to avto očiščeno veliko hitreje in je on nasmejan, zadovoljen, presenečen, jaz se pa počutim dobro zaradi tega, ne, in potem pospraviš in greš naprej, ne, tako da to je način življenja, res. Doktor Ahmed Pašić, ali vas v Sloveniji že kaj posnemajo? Se je uspelo to prijeti še kje drugje ali enostavno ljudje potrebujejo nekega voditelja, tako kot ste vi, ki pravzaprav to energijo ves čas vnaša v prostor? Kar nekaj sporočil, e-mailov smo dobili z drugih krajev, kjer nas sprašujejo, kako bi lahko oni to zagnali, recimo v Kočevju, v Celju, Mariboru, Kopru in podobno, ne. Ampak če vi nimate vsaj nekaj motorjev, ne, teh lokomotiv, se pravi vsaj 3-4, ki so pripravljeni delati to, ne vem, 10-12 ur na dan, ne, potem ne bo šlo. Ker začeli bodo vsi navdušno, entuzijastično, ne, pa se nekaj naredilo in se dobro počutiš. Zdaj gremo pa nekaj drugega početi, pa mogoče večjega in potem, ko vidiš, da si v bistvu sam, ne, vidiš, da nekateri nimajo več časa, ker imajo treninge, ker imajo tekme, imajo tečaje, službo in podobno, otroke, se izčrpaš in potem, ko se izčrpaš, ugotoviš, da si ostal sam in je zgodbe konec. Tako da tega posnemanja, kot ga mi imamo, trenutno še ni. Mi upamo, da se bo to razširilo, ker to je tudi namen, da v bistvu pošiljaš sporočilo po drugih slovenskih krajih, ne. Pojdite ven stanovanja, nehajte jamrati in primite za delo, ne. Če ni klasičnih služb, če ni klasičnega dela, potem počnite nekaj, kar bo polepšalo okolico, kar bo nekomu izboljšalo, polepšalo življenje, kar bo nekomu, ne vem, naredilo lažje življenje in podobno. Mi smo recimo v mesecu oktobru delali samo na ograjah. Ob glavni cesti v samem mestu smo imeli dolge ograje, ki so bile tam že desetletja, nihče niti dotaknil ni, kaj šele, da bi jih obnovil, ne. In ko smo barvali te ograje, si na kolenih brusiš in ob salvah smeha v bistvu poskušaš to ograjo obnoviti, ne. In smo imeli sceno, ko je starejši možakar prišel mimo in pravi, koga pa devaš? In smo rekli, da obnavljamo ograjo, pa pravi on, pusti ne izgnije, tako kot naša država. In je šel stran, ne. To so ti klasični slovenski komentarji, ne, vse je šlo nekam, ne, in pusti ne vse zgnije. Ampak v teh starih ograjah, ne, smo mi videli trenutno stanje slovenske države. Se pravi, res je slabo, ampak brusiš, očistiš, pobaraš enkrat, pobaraš drugič in je ograja zelo lepa, svetlo, modra, obnovljena, sveža in se rečeš, nekega dne bo pa naša Slovenija taka, ne, lepa. Glejte, še nekaj mogoče ravno ta slovenska razklanost. Dobro, očitno vam je na Jesenicah pravzaprav uspelo pokrpati tisto, česar ne uspemo nikjer drugje. Kje vidite vi kot antropolog? Pravzaprav pot iz tega. Zdaj govorim pa ravno o tem, ne, na eni strani, pa recimo, če se vrnemo čisto preprosto na drugo svetovno vojno,
Moja hči, ki je pravzaprav vaših let, ona vedno reče, pa zakaj že ne nehate s to drugo svetovno vojno. In verjetno mladi to doživljate, kot da se mi starejši, jaz sem tudi rojena po vojni, to tudi ni več moja vojna, pa vendar se mnogi zelo mladi še vedno gredo. Tako, ta mentaliteta se v bistvu prenaša od starejših na mlajše, mlajše potem na otroke, otroki na vnuke, se pravi, nažalost se to seli iz roda v rod, ne. In to je meni že v bistvu psihopatsko, ker da vi 70 let po drugi svetovni vojni še vedno nabijate te zgodbice, kdo je bil domobranec, kdo je bil belogardist in kdo je bil partizan, kdo je koga ubil in tako dalje. Jaz ne razumem tega, res ne, ker če je to vam prioriteta v 21. stoletju, sploh v situaciji, ko 130 tisoč ljudi nima služb, potem je z vam nekaj narobe, pojdite psihiatru na obisk. To se pravi, Slovenija potrebuje psihiatra. To je res bolano, ker vi, ko potujete po drugih državah, tega ne vidite. Jaz sem bil recimo v Singapurju, kjer so Japonci v drugi svetovni vojni pobili nekaj tisoč Kitajcev na plaži. Enostavno so jih pripeljali na plažo, iz mitraljeze pokosili. Ne boste verjeli, v 6 letih niti enkrat v medijih nisem zasledil kakršnekoli informacije o tem dogodku. Zakaj? Singapurci enostavno imajo to v knjigah in v muzeju. Če koga zanima, pojdite tja in se potem posvetite temu in dobili boste informacije o tem pokolu, ne. Ampak oni tega ne bodo dali v javnost, enostavno, ker tega ne rabijo, od tega ni nobene koristi, njih zanimajo službe in japonske korporacije dajo ogromno služb njihovim državljanom. In zadeva lepo deluje, ne. Pri nas se pa v bistvu obremenjujemo z dogodki iz preteklosti, se pravi 70 let nazaj, kaj se je dogajalo. Vi imate psihopatske scene, ko se fant 25 let star obleče v partizansko uniformo in stoji v nekem gozdu in potem to da na Facebooku, kot bi nekoga čakal, kot bi bil pripravljen na neke nove vojne. Mislim, to je meni že prav bolano, res ne. In v bistvu poskušaš spremeniti zadevo, to razmišljanje na način, glejte, pojdite v muzej, pojdite tja, pojdite sama, ampak pustite nas na miru, ker mi trpimo zaradi vas, ko gledate televizijo, ko gledate poročila, konstantno neke prepiri o tej drugi svetovni vojni. Mi, kar hočemo, so službe, hočemo delo, hočemo moderno Slovenijo, hočemo boljše bolnišnice, boljše ceste. Ko se vi peljete po Sloveniji, recimo, na večjih krajih boste videli ceste, kako v neki Moldaviji. To je, mislim, groza. Mi smo članice Evropske unije, pa v bistvu imamo katastrofalne ceste. Nimamo služb. Določene klinike v Ljubljani, ko sem jaz peljal svojega otroka, imajo težave z alergijami, smo ga peljali na klinike. Ko vi kliniko vidite vdaleč, imate občutek, da je to neka konjušnica, ne? Da to sploh ni bolnica in se ti smilijo sestre, zdravnike, ki delajo v teh ustanovah. Ni denarja, ne? Ampak denar za nabijanje v drugi svetovni vojni pa še vedno je. Tako da mi moramo spremeniti to razmišljanje res, tega vedno manj in se posvetiti temu, da država napreduje na vseh področjih. Tako. Hvala lepa. Hvala za ta pogovor, hvala za vse pozitivne misli, ne nazadnje tudi za nekaj kritičnih, do katerih imate absolutno pravico, kajti poznate življenje, poznate eno stran, poznate drugo, ne nazadnje v Sloveniji poznate eno veroizpoved, poznate drugo, poznate pravzaprav življenje izseljencev svojih staršev, ki so prišli sem in pravzaprav ta vaš občutek pripadnosti tej naši domovini, ki je dejansko naša. Tudi vaša, seveda, ne glede na priimek, ime in poreklo. Tako, Slovenija je moja domovina, jaz sem ponosen na dno in zakaj sem se vrnil? Zato, ker me boli, ko vidim, kaj delajo s te naše države. Tako da mi se moramo kot ljudi aktivirati povsod, kjer je to možno, da to državo vrnemo nazaj na nivo. Da v bistvu po standardu poskušamo ujeti Avstrijo, ne pa da pademo na nivo nekih afriških držav. Tako da upam, da nam bo uspelo. Hvala vam in vam podobnim. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje.